Pozdravljeni. Uradniki okupacijskih enot v Afganistanu so si oddahnili. Talibanom kljub povečanemu nasilju ni uspelo prekiniti predsedniških volitev. Volilna udeležba je bila povsod bistveno manjša kot na prejšnjih volitvah, najbolj na območjih, ki jih nadzorujejo talibani. Uradniki Združenih narodov ocenjujejo, da je med 10 in 25 odstotki vseh glasov ponarejenih. Iz volišč prihajajo zgodbe o vnaprej izpolnjenih volilnih lističih, o ustrahovanju volivcev in različnih drugih nepravilnostih. Štaba obeh zmagovalnih kandidatov, dosedanjega predsednika Karzaja in Abdullaha, se medsebojno obtožujeta prevar. Največji problem bo štetje glasov iz najbolj severne in najbolj južne province, ki sta pod nadzorom talibanov. Prav ti glasovi lahko Karzaju prinesejo premik čez 50 odstotkov, kar bi pomenilo zmago v prvem krogu. Med Švedsko in Izraelom je zaradi članka v švedskem časopisu izbruhnil diplomatski škandal. Izrael od Švedske zahteva ne opravičila, temveč predvsem obsodbo članka. Švedskim novinarjem ne bo več izdajal akreditacij, avtor članka je prejel kopico groženj s smrtjo. Zakaj tako histerična reakcija? Donald Boström, fotograf in avtor članka, popisuje krajo notranjih organov ubitih Palestincev. Čeprav zgodbe o zašitih in z vato natlačenih truplih med Palestinci niso nove, je avtor prve namige o tej dejavnosti dobil od predstavnikov Združenih narodov. Podobne obtožbe je slišati od palestinskih zdravnikov. Dva arabska člana Kneseta obtožujeta glavni forenzični inštitut Abu Kabir pri Tel Avivu kraje organov ubitih Palestincev. Škotski turist, ki naj bi v izraelskem zaporu storil samomor, se v domovino vrnil brez srca in dela kosti, ki bi lahko potrdile, da je dejansko šlo za samomor. Družina je morala tožiti državo Izrael, da je prišla do njegovega trupla. Podobne zgodbe o kraju organov se pojavljajo že skoraj 20 let. Izrael je edina razvita država, ki ne pozna prepovedi trgovanja in transplantiranja nelegalno pridobljenih človeških organov. Država celo spodbuja takšno početje, saj ponuja vsakemu Izraelcu, ki bi našel organ v tujini, do $80,000 nepovratnih sredstev. Polovica vseh transplantiranih ledvic v Izraelu je kupljenih na črnem trgu. Največ jih prihaja iz Turčije, vzhodne Evrope in Latinske Amerike. Francija je z Izraelom že v 90-ih prekinila vso sodelovanje pri izmenjavi organov. Evropska unija namerava isto storiti v kratkem. V Jemnu je zaradi spopadov med vladnimi enotami in šiitskimi uporniki domove zapustilo okoli 100,000 ljudi. 100,000 ljudi. Visoki komisarjat za begunce pri Združenih narodih je obe strani zaprosil za prekinitev spopadov, da bi prebivalstvo varno zapustilo domove in mednarodnim organizacijam omogočili dostavo humanitarne pomoči. Vladne enote v spopadih uporabljajo letala, tanke in artilerijo. Uporniki so zavrnili ponujeno premirje. Vlada je postavila 6 pogojev, med njimi tudi umik vseh uporniških nadzornih točk in pojasnitev 9 ugrabljenih tujcev. Zračni prostor nad severnim delom države je zaprt, humanitarna pomoč onemogočena. Ljudje najemajo tihotapce, da bi zbežali iz območja spopadov. Jemen ima poleg spopadov na severu podobne težave z odcepitvenimi težnjami juga države. Čečenski islamski skrajneži z imenom Bataljon mučenikov so poleg napada na hidroelektrarno prevzeli odgovornost tudi za serijo samomorilskih napadov na pripadnike ruskih in čečenskih oblasti. V napadih so bili ubiti 4 policisti in 1 civilist. Vsi napadi so bili izvedeni s kolesi v različnih predelih prestolnice Grozni. Cilj bataljona mučenikov je vzpostavitev islamske države na Kavkazu, Rusiji grozijo z ekonomsko vojno. Cilji napadov so naftna in električna infrastruktura. V zadnjih mesecih je bila večina nasilnih dejanj v Čečeniji in sosednji Ingušetiji ter Dagestanu vezana na streljanje iz avtomobilov ali strelske spopade. V zadnjih 2 tednih pa se je povečalo število bombnih in samomorilskih napadov. Minuli teden se je samomorilski napadalec razstrelil pred policijsko postajo v Ingušetiji. V smrt je s seboj potegnil 25 ljudi, 140 jih je bilo ranjenih. Iz ljubljanskega studia 147 takle imamo.